Dober dan. Začela bova s poklicno skrivnostjo. In sicer midva snemava tele komentarje ob sredah, ob opoldanskih urah. Ko sva prejšnji teden odhajala proti studiu, sva z delčkom očesa videla najbolj sveže agencijske novice z poročili iz Francije, z uredništva satiričnega tednika Charlie Hebdo in z novico o pokolu, ki se je zgodil. Bilo je prezgodaj, da bi zadevo komentirala. Danes so lahko ocene nekoliko bolj jasne. Kje se konča svoboda tiska? Nikjer se ne bi smela pravzaprav. A je tema, ki ne sodi na naslovnico časopisa? Ja, je, ne, seveda je. Pravzaprav samo iz podobnosti, ne. A veš, če govorimo o satiri. Na vsak način je uveljavljen zahodni svetovni standard, da se verska čustva, verske teme ne zlorablja, ne. In to je tista mejna točka, na kateri se je zgodilo, ne. Kar se je pač zgodilo, ampak mislim, da to niti ni osnovna topika, ampak je pač to, vsaj tako zdaj muslimanske vodje pač opozarjajo, da se je zgodil terorizem z zlorabo pravzaprav vere. Se pravi, Mohamed je bil v bistvu alibi za to, da terorizem pelje neko svoje avtonomno življenje skozi civilizacijo. Ja, mislim, da tako, ne, če jaz razmišljam, ne, kaj recimo so točke, kjer dejansko ne sme biti satire, ne. Ja. Genocid, ne, recimo. Iz genocida se absolutno nobena satira ne sme norčevati, ne. Zdaj pa tako kot sem gledal naslovnice časnika Charlie Hebdo, mislim, da prihaja do manjšega nesporazuma, ne. Izgleda tako, ne, kot da gre za časopis, katerega uredniška politika je zgrajena okrog tega, da se smeši preroka Mohameda, da se smeši muslimane in potem dolgo časa nič, ne, šele potem pa pridejo na vrsto kakšne posvetne avtoritete, ne. Resnica je obratna, ne. To, kar daje Charlie Hebdo na naslovnice, so v prvi vrsti posvetne avtoritete. Kot sem pa na hitro pregledal zdajle za zadnje 2 leti, ne, je pa šampion po številu pojavljanj bil Hollande, ne. Kar si seveda tudi zasluži, ne, s to svojo mlačno politiko, ne. Hkrati ima pa še obraz tak, da je za satiro kar primeren, ne. Celo kaj svem, ne. Gledal sem, kolikrat so Sarkozyja dali na naslovnico, prav je Sarkozy tak slikovit lik, ne. Pa bi tako rekel, no, da če tudi je Charlie Hebdo izrazito levičarski časnik, ne, Sarkozy ni prišel slabš skozi kot Hollande, ne. Se pravi, so pri tem, ko se norčujejo z ljudi, ki imajo moč, ne, so, da rečemo, uravnoteženi, ne. Frančišek, papež, si je prislužil satirično upodobitev, ne. Ratzinger, papež, Benedikt XVI prav tako in tako naprej, ne. Tako da je v zadnjem tednu, ne, tukaj nastalo manjše popačenje v percepciji javnosti, ne, ki se tiče pravzaprav tega, koga so se ilustratorji, tudi pisci lotevali, ne. Ja, dela se na nek način spet zgodovina, pa če hoče zgodovina nesporazuma, gre za trk 2 svetov, ne. In če rečeš recimo za nekoga, ki je humanistično pač podkovan, kar naj zahodnjaki bi bili, mi naj bi bili, ne, potem je genocid nedotakljiva tema, kot praviš, ne. Za nekoga, a veš, ki živi pa v globokem verskem odnosu za svojim verskim poreklom, ne, je pa v bistvu slikanje njegovega boga ali pa preroka v tem primeru
popolnoma nesprejemljivo dejanje. Ne. To je že treba vedeti. Ampak seveda, prerok Mohamed tako na Danskem takrat, če se spomniš, kakor tudi v tem primeru, ni bil žaljen ali pa orisovan kot tak, da je v svoji osnovi nesprejemljiv ali pa da je on pač nekaj, kar je fake prevara ali karkoli, ampak preprosto njegova zveza oziroma zveza džihadistov za Mohamedom, ki v imenu, po domač povedan, Allaha ubijajo, v imenu Mohameda pobijajo. To je bilo predmeta. In tle pa se najde skupna točka teh trg civilizacij, ker človeško življenje v najvišjem pomenu besede nedotakljivo in to je civilizacijski dosežek, ki se ga ne sme prestopati. To je bilo sporočilo in to se je zdaj tudi zgodilo, zato je bilo tudi pravilno, da so bile reakcije take, kot bile. In seveda so zdaj, svetovni komentatorji so zdaj, ki so se zelo razpisali, če si tako majhen pogledal, so uprli svoje oči v verske voditelje islamske in so preprosto rekli, na vas je, da nekaj naredite, na vas je, da ostavite, na vas je, da se opredelite, na vas je, da rečete. Na vas je, da dosežete modernizacijo. Tako je. Se pravi, da se zgodi, veš, ker tako, kot je Friedman napisal, mislim, Vatikan je ena centralna točka, nek svetilnik, v katerega pogleda vsak katolik pa reče, da vidimo, kaj Frančišek misli. Islam tega nima. Zato imamo 100 islamov in zato je tudi 100 variant in vse je lahko prav. In zato je v Franciji nesprejemljivo, da se koti islam, ki je v bistvu internetna pogruntavščina. Ker oba dva terorista sta bila rojena v Franciji. Vzgojena v Franciji, vzgojila jih je Francija. Vzgojila jih je javna šola, s tem je nekaj narobe. Hkrati sta pa živela vzporedno življenje geta, očitno, nekaj ali pa še slama, in internetno življenje ISIS-a. Veš, skratka, tukaj se je dogajalo nekaj, kar je sramota, sramota pravzaprav za ves Zahod, ki se ukvarja z kapitalizmom pa z produkcijo, hkrati pa določene skupine pakira pod formulo multikulti in preprosto reče, vi imate svojo kulturo, vi imate svojo vero in tako naprej, naša formula je pa to, da vse vere in vse kulture sobivajo in se ne poškodujejo. Vse to čist premalo. Je treba enostavno državljana uokvirjati v bistvu tudi v kontekstu človekovih pravic in tega, kaj se ne dela, pa kako se ne dela. Mogoče pa tudi potem v tem kontekstu neko strpnost uspodbujati. Eno triki vprašanje imam, pa sam nimam odgovora. Ta francoski humor je tradicionalno zelo dolg časa blasfemičen ali pa tudi blasfemičen. Seveda. Ali so priseljenci dolžni ta kulturni standard sprejeti ali ne? Ja, se je tudi dobro vprašanje. Fakt je, da ga ne. Fakt je to, jaz sem danes prebral v enem ameriškem časopisu, ko nekdo piše, ki je pisatelj, ime sem pozabil, ta trenutek se ga ne spomnim, in je preprosto povedal, da je za alžirske družine, zdaj sicer piše in tako naprej, so imeli 2 knjigi doma. Eno je bil Koran, drugo je bil pa telefonski imenik. Prav, in v tem kulturnem vzdušju sem jaz bil vzgajan in sem rastel in sem pač se socializiral, če hočeš prav, in me ni brigal popolnoma nič. Sem živel svoje radostno življenje, potem se je zgodil pa satanski stihi, Salman Rushdie. Prav, in v trenutku sem bil jaz osebno prizadet in užaljen, pa sam nisem vedel točno zakaj. In potem je šel to brat. Zakaj bi lahko bil, kako bil. Skratka, on je dobil identitetni napad oziroma identitetni šok je doživel v trenutku, ko je Salman Rushdie pač sprožil. Zdaj, Salman Rushdie ima popolnoma vso pravico do svobode besede in mišljenja, o tem ni nobenega dvoma. In o tem se ne razpravlja. Ampak dejstvo pa je, da nekdo drug stvari doživlja pač na način, kakor ga doživlja. Država ga mora vzgojiti, da tega ne artikulira nasilno. Ampak prizadet je pa očitno bil, ta pisatelj je to lepo pokazal in povedal. In če si prebral satanske stihe, v bistvu gre za umetniško delo, ki dejansko ne žali, ni žaljivo. Je v bistvu razmišljanje umetnika. Mislim, Salman Rushdie je tako visoko ceno plačal, da je nihče na svetu potem več ni mogoče, samo tisti, ki jih ubijajo. In ne vem, če ni teže to, kar je Salman Rushdie doživel, da se je 10 let potem moral skrivati in to več, sam plačevati. In jaz sem tudi tisto njegovo drugo knjigo prebral, ko je popisoval, kako se je skrival, pa kaj se mu je dogajalo, pa kako ga je ena žena zapustila, pa kako se je z drugo poročil, pa kako ga je ona zapustila z Richardom Gerom poročena, pa tako. Ampak
to je presunljivo. Ne? In Iran, ki je takrat na temo dal izrekel fatvo, se je danes oglasil, zdaj sem prebral, in je spet obžaloval, da je Charlie Hebdo dal na naslovnico Mohameda, zato je napisal Je suis Charlie, kar je čist nežaljivo konec koncev. Ne? In mogoče bi pa ta Iran pa lahko rekel, da ni bilo modro, da so nekateri pregreti mladeniči, tako rekoč teroristi v imenu Allaha pobijali. Tega pa ne rečejo. Ne? In s tem se je treba ukvarjati in če to vse sešteješ, pa odšteješ, je na koncu treba zaščititi svobodo mišljenja in svobodo besede. So pa tukaj meje spodobnosti. Ne? Tudi nekoč, ko se je na naslovki enega časopisa pojavila podgana v rokah. Tukaj tem popravil, ker sem sam delal za ta časopis, na naslovki se je podgana pojavila v naročju Brezijanske Marije na ovitku CD plošče. No, sej. V kontekstu govorim, ne? Seveda svoboda, a je svoboda? Ja, seveda je svoboda. A je to modro? Ni, ne? Ne vem, če je. Jaz mislim, da ni, ne? Je pa seveda res, da če striktno, strogo pogledava, ne? Res strogo pogledava, je pa točno prav to, kar si ti rekel, ne? Simboli živijo neko življenje in simbole je treba držati v življenju, je treba držati v shemi, da so pač zaradi sam simbol, človek je človek in človekovo življenje je sveto, ne? Sam simbol je pa zamenljiv. Ne? Tam, kjer se stvari preveč poistovetijo in identificirajo, tam je pa nekaj modrosti treba včasih uporabljati. Ne? Če bi nastopil iz strahu, bi jaz rekel, da ne boš ničesar uporabljal, zato ker bi lahko nekaj bilo, je to popolnoma napačno. To se pravi, zdaj pa ne bom več razmišljal o islamu, ne bom več problematiziral česarkoli iz islama, krščanstva, budizma, česarkoli samo zato, ker se bojim, da mi bo nekdo bombo vrgel v hišo, ne? Potem je to popolnoma nesprejemljivo. Ne, mislim zaradi tega, ker potem naslednji korak je tudi ta, ne, da čakaš na bombo, ko daš na naslovko bodi si Hollanda, bodi si Cerarja konec koncev. Točno tako, ne? Tako, ne, jaz dopuščam možnost in dajem ljudem pravico, da so užaljeni, če jih boli, da ilustrator grdo upodablja konec koncev Mira Cerarja. Vsakdo je prizadet, če se znajde. Vsakdo je prizadet, če se znajde. Peterleta, ali pa Janeza Janšo, ali pa Milana Kučana. Ampak pač cena dejstva, da imaš moč in oblast, je pač ta, da si sem in tja tudi smešen, da te nekdo smeši. In če te ne smeši, pač pomeni, da je nekaj tako precej narobe. Glej, satira v Sloveniji, tako hudo redka in na 3/4 izumrla vrsta. Zelo malo se pojavlja. Kaj je stanje duha v Sloveniji, da satire praktično nimamo? Ja, to je pa druga plat medalje in zelo dobro vprašanje, izgubljamo smisel za humor, ne? Kar pomeni, postajamo zagrenjeni očitno. Ne? Mislim, je v ozadju tudi v ozadju pač nekih smrtno resnih družbenih procesov je tudi izguba, konec koncev je pa humor tudi en lep pogon človekovega dnevnega bivanja. Ne? Tisto, kar me je zdaj v tem kontekstu pariškem, ko ne rečem, negativno navdalo z resnimi pomisleki in tudi z, če hočeš, občutki zavračanja. Recimo, ko sem jaz zagledal v prvi vrsti Angelo Merkel, Netanjahuja, Erdogana, pa... Erdogan je manjkal. On je manjkal, pardon. Predsednika vlade so poslali. Predsednika vlade so poslali. Skratka, ves ta pogon, vzadaj pa 3-milijonska množica, zato pa se točno videli, kdo se bo s tem okoristil. To se pravi, Olon, ki je bil ves čas na naslovkah kot negativec, zdaj postaja pozitivni lik, njega so rešili zdaj te teroristi politične smrti. Angela Merkel naenkrat začela igrati vlogo pravičnice, ker to, kar se bo zdaj dogajalo in po mojem mnenju to zelo realno lahko pričakujemo.
bo porast občutka za kuženega subjekta in muslimani bodo zdaj stradali, tako kot so Judje stradali. Veš. In Evropa in Le Penova se že napaja iz tega. V Nemčiji se dviguje novo gibanje, nastalo v Dresdnu letos. Veš, in bodo začeli Nemce prepričevati, veš, da imamo pač nevarnost islama in da je treba zdaj islam izradirati iz obličja Evrope, zaradi tega, ker to Evropo ne paše. Veš. In seveda, imeli bodo zelo tehne argumente, kot so jih vedno tudi imeli ti ljudje. Ne. Veš, vedno bodo rekli, pogledajte, to so nosilci terorizma, včasih so bili nosilci kapitala, bančništva, kužni subjekt, veš, ideologija kužnega subjekta. In ti ljudje, ki so skozi ta to državni voditelji, ne, ki so Evropo zdaj skreirali, to našo novo Evropo, v Evropo neenakosti in kapitala, ne, in ki ta kapital v bistvu dela preostanke, ki proizvajajo take učinke, kot so teroristični napadi islamskega izvora, ko ljudje, mladi ljudje, iščejo novo identiteto in jo najdejo v islamu, so pa rojeni Francozi. In to ljudje, nekateri, ki celo nikoli niso bili niti po tradiciji, niti po očetnjavi ali pa po materi iz islama, pa so naenkrat mogoče celo rojeni v ateističnih ali pa krščanskih družinah, naenkrat iz Amerike, iz ne vem kje hodijo v ISIS, hodijo v Sirijo in se tam urijo in tako naprej. To je nek fenomen, ki ga je treba raziskati in se vprašati, kakšnega porekla je. To je ta občutek pripadnosti neki ideji, neki družini, ki te prepozna, ki ti da ime in priimek, ki si ga zapomni in ki te potrplja po rami in reče, ti si pa naš, ti pa nekam pripadaš. Ne? In ta občutek izgubljenosti po predmestih, velemest, v katerem si no name, v katerem si v slamu, v katerem si samo še neka številka, ki mora delati za nizke denarje, zato da kome plačuje položnice. In, veš, medtem ko pa neenakost narašča, ne? To so prava vprašanja. In zdaj, ko se ti voditelji, ki so v zadnjih 10 letih ta vprašanja popolnoma zanemarjali in vzpostavili pogoje, da je do tega prišlo, postavijo v prvo vrsto, mene praviloma skrbi. Zaradi tega, ker so v bistvu spet na nek način uporabili, da ne rečem zlorabili, upravičen protest ljudi, ki so se pa v francoskem primeru sklicovali na vrline francoske revolucije in pa svobodomiselstva, če si opazil, ne, egalité, fraternité, pa liberté. Ja. In to so prav tako. Vsak, ki je bil vprašan, je te tri vrednote povedal. Ne. Rekel, to je to, kar mi zagovarjamo. Ne. Če pa ti vprašaš, ne vem, zdaj Angelo Merkel, kaj ona zagovarjala, pa rekla austerity, ne? Austerity, ne? A veš, v Grčiji, ne, in tako, ne, a veš, kapitalité in tako naprej. Skratka, nekaj tukaj striže, nekaj se dogaja, ne, in nekaj je, mislim, podana je lekcija, ki bi jo lahko transportirali, če bi zdaj naredili eno tako, veš, prenos ali pa en tak prevod v slovenščino, ne, v pojmih, bi bilo približno to, kar so poskušali nekateri sindikalisti, ne, tudi na področju šolstva in tako naprej pokazati. Ja, se mi se lahko pogovarjamo o marsičem, ampak na koncu vi uveljavljate neko ideologijo, ki nas bo pogubila. Ne. In glede, danes ravno ne bi zagovarjal javnega sektorja, ker sem jezen, ne, nekaj, ampak ni tema za najno današnjo debato. Ne. Mislim, primer nekih birokratizmov, veš, v letalstvu, popolna norost, enkrat drugič, ne. Mislim, na tem bo treba delati, ampak hočem to reči, ne. Vedno imaš razlog, da prepoznaš kužnega subjekta in rečeš, a ne, poglej to birokracijo, zato da sebe vzdržuje, zato da dela nesmiselne zakone, zato da rešujejo svoje pozicije, zamočijo celo letalstvo, celo padalstvo v tem primeru, kar je, ampak, veš, in potem zgubiš veliko sliko in preprosto rečeš, ne, zdaj se jim pa maščujemo, antibirokratska revolucija, povozimo jih, mi šolstva ne rabimo, tega ne rabimo, onga ne rabimo. Ne? Kakšna bo Evropa čez 3 mesece? Ja, jaz osebno mislim, da bo ali bodisi potopljena v bolj angažirano debato, ali pa bo bolj totalitarna, se pravi, da bo antimuslimansko gonjo začela. Ne? Ker to, kar se v Nemčiji dogaja, je vsekakor velike pozornosti vredne. Tukaj imajo sogibanja policentrično po 15-20 tisoč ljudi in zdaj že organiziranih recimo v mrežo 100 tisočih ljudi, ne, ki dobesedno zahtevajo, da je treba muslimane zamejiti, ne, v Nemčiji. Ne. To je pa prvo tako veliko gibanje od nacijev, ki so bili po osamosvojitvi, mislim, po padcu Berlinskega zidu, ne, ki so bili v bistvu ostanek vzhodne
vzhodne Nemčije, ne, če se spomniš, ne, ki so bili. Ja, mislim, Rostock je skrajna vzhodno-nemška desnica. Tako je. In to se zažre tako globoko, zdaj eno knjigo berem, Kemperer, mislim, ki jo delam za književne liste, a veš, izredno interesantna, ne, kaj Newt piše, profesor, sam pač žrtev teh zadev nemških v 30 letih že, ne, ko piše prav, ti imaš opravka z izredno spodobnimi ljudmi, imaš opravka z prijateljem, prijateljico, zastopaš, ki je prav kot človek v redu, ne, prav, in kaj se zgodi, ne, so se pogovarjala in ona je rekla, ti si fajn, vse si fajn, ampak sem pa čisto vzhičena tako nad Adolfom, ne, pozna 30. Ne. Ja, zakaj si pa vzhičena? Ker je tako pošten, ker tako prav misel, ker to je tisto, to je prava stvar. Ne. Prav, pa da ima racionalni argument, ne, tukaj racijo nima nič, to je vera. To je, zaupati je treba. Človek zaupa, ne, zaupati je treba. Ne. In potem prav, kako jo zapušča razum na neki točki in prav, to je bilo popolnoma nepremakljivo. Ali pa drugi primer človeka, ki je, ko je bilo že vojne konc, ne, se je uprijel težkega fizičnega dela, ker drugega pač druge službe ni dobil in mu rekel, ta Kemper mu rekel, poslušaj, se ti se nisi umazal rok, daj bom jaz pričal, da si bil v redu. Prav, ja, ampak ne morem zanikati dejstva, da sem bil za nacizem. Ne. Prav, ja, sej, vsi delamo napake, ne, sej zato se pa oprošča, ampak nisi naredil nobenega zločina, ne. Pojď. Pa prav, pa je pomislil, pa je rekel, ampak tudi ne morem zanikati dejstva, da je imel Hitler prav. Ne. Veš? Ja. Samo prijatelji so ga izdali, je rekel, ne. Ni spelo do konca. Prav, sam pa osebno pošten, deloven, prav, in tudi rekel, jaz tega dela dolg ne bom več zdržal. Tudi oportunist ni bil, da bi rekel, ja, Hitler je bil baraba, karkoli. Kaj stori v človeku, to je zdaj pravo vprašanje, ne, ker če smo pri Charlie Hebdoju, kaj stori v človeku, da emocionalni in neki drugi argumenti prevladajo nad racionalno shemo. In v tem je po mojem mnenju bila vrednost protesta v Parizu, da v končni fazi niso protestirali za svobodo enega časopisa, ki je bil praktično na izumiranju. V večmilijonskem mestu je prodal 30 000 kopij, zdaj je prodal pa 3 milijone in so že ponatiskovali. Ne. Spravo, ni šlo za to. Šlo je preprosto za to vrednoto civilizacijsko zaščite človekovih pravic, ki so racionalno utemeljene, ki imajo racionalno kodo in jo ti z emocionalnimi devijacijami ne moreš v imenu neke fascinacije podreti. Ne. A veš, vladavina prava ni prazna beseda zaradi tega, ne, ker zakaj hodijo nekateri tamle protestirati pred sodnijo. Pred sodnijo. Zato, ker imajo barvno slepoto in emocionalno slepoto. Zato mora racionalni argument prevladati in za ta racionalni argument se je treba boriti proti iracionalnimi takimi in drugačnimi devijacijami. Seveda, ali je versko žaljenje tudi v satiri dopustno? Ja, je dopustno. A je modro? Ne, ni modro. A je žaljivo? Ja, je žaljivo. In če hočeš, zastopaš, bi si tudi kdo zaslužil kakšno kljufuto na to temo, metaforično rečeno. Ne? Ampak racionalni argument mora prevladati, zato se ne pobija, zato se fizično ne obračunava. A razumeš, to svobodo je treba pač tolerirati, satira pač je dejstvo. Zakaj? Zaradi tega, ker je, če drugega ne, pač zgodovina nacističnega gibanja, ki je v bistvu zgodovina artikulacije kužnega subjekta, pokazala, da ljudje dobijo neko barvno ali pa emocionalno ali pa versko slepoto, ki proizvaja neverjetne učinke in jo je zelo težko ali pa nemogoče ustaviti. Ne. To je prava zgodba, to je pravo sporočilo. In tudi, če vprašaš tiste protestnike, vsaj, ko so jih sprašvali, pa sem jaz gledal v Parizu, ne, se niso toliko zauzemali za Charlie Hebdo, ampak so se zauzemali točno za to, ne. Za te vrednote so se zauzemali in so rekli, smo se pa pripravljeni za te vrednote tudi poistovetiti z časopisom, ki ga do zdaj mogoče nismo niti poznali in ga nismo kupovali. Ne. To je ideja. Ne. Hvala.